Dober dan, od srede do srede. Smo sredi živahnega parlamentarnega utripa. Parlament dela s polno paro, glasovanja so postavljena v 23. uro, tako da časopisi težko poročajo o rezultatih včerajšnjih glasovanj, ker so takrat že v tiskarni. Občinstvo težko gleda, kako je se glasovanje odvijalo, zaradi tega, ker ob 23. Če ni ravno prevroče, ljudje že spijo. Imamo neko napol izredno, predvsem pa nepregledno situacijo, hkrati pa gostoto odločitev, ki nismo bili priče od leta morda 91. A so okoliščine res toliko zgodovinske, da je treba s takim fantastičnim tempom vzpodbujati delovanje zakonodajne oblasti? Ja, okoliščine so zgodovinske in ravno to je razlog za nasprotno od tega, kar si zdaj povedal. Ker to, da se tako kot v dobrih starih partijskih časih vse dogaja julija pa avgusta, ko so ljudje zdolgočaseni oziroma ko si utrujeni in želijo iti na dopust, ko pozornost javnosti pač ni uperjena na oblast, ko se takrat zgodi taka gostota vseh zadev, ki jih je treba rešiti, pomeni, da nekdo nekaj počne, za kar želi, da ljudje ne bi videli. In to je dokaj očitno. Ideja reševanja problemov, zlasti izredno težkih problemov, je ta, da so dobro premišljeni, dobro usklajeni in pa transparentni. Imamo konec parlamentarizma? Ne, nimamo še. Imamo pa kastriran parlamentarizem. Kaj to pomeni? To, kar se zdaj dogaja, ukinjamo vse mogoče nadzorne ali pa usporedne instance v imenu tega, da so neučinkovite. Vedno se dogaja to, kar je, vedno so pojasnila utemeljena s tem, kar je res. Državni svet je neučinkovit, državni svet je lobijsko prestreljen, vse karkoli hočete, ampak tudi ustava ima zelo dolgotrajne postopke, zato je ne ukineš. Dogaja se nekaj, kar je zelo čudno, zelo usodno in ta teden se mi zdi najpomembnejši v celotnem letu od novega leta do zdaj. Se pravi, tako kot jaz razumem, imamo eno tako veliko rekompozicijo. Se pravi, prvič pod vprašaj postavljamo državni svet, ampak dobro, tam dvotretjinske večine za to potezo ne bo. Tako. Drugič, odprto ustavo imamo na še eni točki, to je fiskalno pravilo, ki, tako kot se zdi, v tem trenutku nima zadostne podpore. Imamo pa na mizi še državni holding, pravi neko podjetje, ki tehta tako čez palec 11 milijard. Spreminjanje pravil o upravljanju državnega premoženja in praktično vsak teden neko novo vizijo, na kakšen način naj bi to državno premoženje bolj učinkovito upravljali. Pa imamo pa še termoelektrarno Šoštanj blok 6. Gre za ogromne količine denarja in ime igre sledi denarju. In mogoče ni pametno ali pa prav, da rečeva zadnjo besedo, kako je ime igre, ampak na vsak način je pa treba zelo jasno opozoriti, da bi se lahko dogajalo nekaj zelo podobnega kot recimo 2007, da nastaja vtis, kot da ta oblast poskuša dokončati, kar je začela takrat in to v imenu reševanja tistega, kar je naredila sama takrat. Se pravi, reševanje kreditnega, ne samo kreditnega krča, ampak pač toksičnih posojil v svojih posledicah so v bistvu plod nepremišljenosti tistega časa. Vsa toksična posojila so bila takrat namenjena nekemu privatizacijskemu cunamiju drugega vala. In to, kar se zdaj dogaja, najmanj kar je zaradi te naglice in zaradi te tajinstvenosti, če tako rečem, postaranj. Definitivno netransparentno. In ta netransparentnost vzbuja zelo velik sum
z metodo je zanesljivo nekaj narobe. Po drugi strani je res, da Slovenija mora ukrepati in nekaj narediti. Ampak če bi bilo ukrepanje, zato ker je treba nekaj narediti samo maska, zato da se dokonča tisto, kar se 2007-2008 ni dokončalo, potem je treba temu reči odločenje. Seveda pa treba biti tukaj zelo inteligenten, kar opozicija dvomim, da je. Ampak preprosto je treba diferencirati realne probleme od zlorabe teh problemov za neke druge cilje, zdaj pa res čas za državništvo, za inteligentno državništvo. In na vse zadnje javnost opozori, da je ta država naša. Že ne vem, kolikor se to povedala. In me sploh ne zanima, a gre za opozicijo ali gre za opozicijo, gre za našo državo in mislim, da opozicija pač je dolžna zdaj majhen bolj delati, kot je sicer navajena, pa majhen bolj misliti, kot je sicer navajena. Za neposrednega predsednika vlade utegne postati kmalu jasno, kako igra in zakaj tako igra, kar pomeni, da se odgovornost za spreminjanje najmanj za spreminjanje te metode seli v del koalicijskih partnerjev. Če koalicijski partnerji ne bodo te metode spremenili, potem pomeni, da v bistvu sodelujejo pri tem, kar bomo videli, da nastaja. To bomo pa imenovali takrat, ko bo stvar bolj jasna, čeprav so zelo močni in utemeljeni sumi, da gre za nekaj zelo nedržavniškega, zelo nečastnega, tako rekoč za demontažo države na račun tega, kar smo včasih rekli, tajkunizacija, na vsak način pa prerazporejanje družbene moči, ki nima nobenega opravka z demokracijo in z demokratičnostjo in za ustavnost in z vladavino tega ljudstva in prava. Ne? Ja. Sledi denarju, si rekel. Ne? Točno tako. Geslo iz leta 1972, iz afere Watergate. Zanimivo pri tem geslu pa je, da to globoko grlo, kateremu so to geslo pripisovali, tega v resnici nikdar izrecno izrekel, ampak je potem v filmski inačici se je izoblikovalo to geslo bilo prvič izrečeno, medtem ko Woodward je celo sam napisal, da Felt, ta globoko grlo, ni nikdar govoril, izrekel tega stavka, da se pa to sintetizira. V luči tega, kar se zdaj dogaja, torej v imenu reševanja države in v imenu usodnega vzpostavljanja novih temeljev države, se nam na novo v bistvu preslikuje leto 1991 in se bomo vprašali, kdo je v resnici delal in reševal državo in kdo v resnici ne. In mislim, da gre zdaj za dost zanimivo ponovitev, ki sicer ni spremljana z ražljanjem z orožjem, je pa spremljana z ražljanjem cvenka. Tako da mislim, da dajmo se poskušati zbuditi, da bomo videli, kaj se dogaja. Tudi v bistvu podporni mediji oblasti postajajo živčni, napadajo in tako naprej, kar je tudi simptom, ki govori zase, se na vse zadnje to oblast definirajo njegovi mediji, njeni mediji. No, ampak en je pa v priporu, ne? Ja, se to je pa zanimivo, ne? Ja. Toliko enega poštenja, načelnosti in pokončnosti, zato da je na koncu in flagranti pristal na hladnem iz vročega stola. Petek imamo morda na dnevnem redu celo glasovanje o nezaupnici, ki bi bila vezana na sprejetje ustavnih dopolnil. Zdaj, mi imamo tudi živahno razpravo v tej hiši, z ocenami pravzaprav, kaj ta manever pomeni, ali gre samo za eno dimno bombico, ali gre za resen namen sedanjega predsednika vlade, da bi dal na glasovanje nekako svojo politično prihodnost. Kaj je tvoja ocena? Je to dimna bomba ali je resen poskus? Jaz nimam, kako ti ne rečem, jaz mislim, da je oboje možno. Takrat, ko je 2008 na Kitajskem, ko je bil 2007, ko je bil na Kitajskem in takrat eno tako podobno dramaturgijo pripravil, takrat sem napisal in tudi sem bil prepričan, da je to zgolj in samo dimna bomba. Zdaj se pa kaže stvar kot seveda dimna bomba, ampak hkrati kot ena totalna točka izsiljevanja, globoko nesramnega izsiljevanja, ki seveda, če ne more uspeti, tudi nima nobenega smisla, da bi državo,
tako se kaže, da bi državo reševal, če iz nje ne more iztržiti plena. Ne. Torej bi bilo realno razmišljati tudi o onem drugem, čeprav na drugi strani ga pri oblasti zadržujejo nekatere druge zadeve sodne narave, ampak kakorkoli že, zdelo bi se mi že samo dejstvo, da premier to možnost nakaže, se mi zdi nesramno, dobesedno nesramno. Ker spomnimo se, koliko napora je vložil za to, da je prišel na oblast, za to, da iz te oblasti ne bi naredil nič. On ima vendar neko odgovornost, koalicijski partnerji imajo vendar neko odgovornost in na koncu tudi opozicija ima neko odgovornost. In naj se zdaj ne delajo, da niso ne samo plačani za to, ampak da so tudi prejeli od ljudi neko zaupanje in neke časti, zato da iz te države nekaj naredijo. 4 leta Pahorjeve vlade je bilo zavlačevanja, iz ene in druge strani opozicijske v tistem času, zdaj bi spet zavlačevali, šli v nove volitve, pa kaj se ti ljudje grejo, so popolnoma ponoreli. To je skupina popolnoma infantilnih ljudi, če seveda iz tega ne bodo nekaj naredili, ki niso sposobni upravljati za državo, potem naj gredo stran od nje, naj prepustijo prostor drugim, nehajo nagajati, če niso sposobni nič narediti. Ne? In to izsiljevanje za nezaupnicami, pa to je otročje. Ja. Zdaj ni čas za kaj tacga. Bomo pa ob 11. zvečer gledali, ali bodo te nezaupnice ali ne. To bojo lepi večeri. Ali jaz sem skoraj prepričan, da se ta račun ne bo izšel in se ne more izidati. Če imajo plenilske namene, se ta račun ne bo izšel in se ne more izidati. Je pa samo vprašanje, koliko škode lahko državi storijo. In tukaj jih je treba preprosto opomniti, da to ni njihova država, ampak je to država državljanov. Dobar, od srede do srede, naslednjo sredo si štle. Ja. Jaz tudi. Krasno. Ja, nasvidenje.